nam bodo predstavili slovenske otroške folklorne skupine. Kot prvo pozdravite otroško folklorno skupino Kud študent Maribor, kjer plešejo otroci stari od 4 do 10 let. Najmlajši folkloristi pod vodstvom svojih mentorjev šele spoznavajo svoje prve plesne korake, raziskujejo navade in običaje naših prednikov ter se igrajo v koreografiji Banda svira. Starejši otroci bodo v odrski postavitvi, ki se navezuje na vojaško tematiko, najprej zapeli pesem Banda svira ter zaplesali ples Rašpla. V nadaljevanju bodo skupaj z mlajšimi otroci prikazali igro Ali je kaj trden most ter zaplesali ples Šotiš polka. Vodji skupine sta Tamara Jakopovič in Cirila Robič, avtorja odrske postavitve pa Aleksandra Petrovič in Marko Puksič. Uživajte.
Mlajša otroška folklorna skupina Krog iz Slovenske Bistrice se letošnjo sezono veseli večjega števila plesalk in plesalcev. Otroci stari od 4 do 8 let se preko različnih ritmičnih iger spoznavajo in poigravajo s plesi, prirejenimi njihovi starosti. Letošnjo sezono so se podali na pot z Bibo. Sledi otroška folklorna skupina Desternik. V skupini plešejo otroci stari med 6 in 13 let. Fantje in dekleta spoznavajo ljudski ples, pesem in običaj iz štajerskega območja.
Kostumsko podobo smo s pomočjo gospe Marije Makarovič raziskali in izdelali že leta 2002. V koreografiji Pametva, pametva, katere avtorja sta Marko Puksič in Aleksandra Petrovič, nam bodo predstavili, kako 28. decembra na Pametvo tepežnico se otroci odpravljajo od hiše do hiše, med potjo si nagajajo in se igrajo. Med prehajanjem od hiše do hiše bodo prikazali igro Rihtaja Bit. Ko prispejo pred hišo, izpovejo voščila ter zaplešajo. Zaplesali bodo Rašplo in Krajc polko. Vodja skupine pa je Marko Puksič.
Pšičo, kot je naprej, daj raje pečičo. Pšičo, pšičo, pšičo. V otroški folklorni skupini FD Rožmar in Dolena plešejo otroci v starosti od 8 do 15 let. Skupina se predstavlja predvsem s plesi iz območja Haloz, iz katerega izhajajo tudi kostumi, ki jih nosijo otroci. Skupina se je v preteklih letih, vključno z letošnjim, večkrat uvrstila na državno srečanje otroških folklornih skupin, pogosto pa gostuje tudi v tujini, največkrat v sosednji Hrvaški. Danes se nam bo skupina predstavila s koreografijo z naslovom Pleši, Rusa, pleši. Otroci nam bodo v koreografiji skušali prikazati, kako je nekoč potekal najbolj nor čas v letu, to je čas pusta. Avtorja koreografije sta Aleksandra Petrovič in Marko Puksič, vodja skupine pa Aleksandra Petrovič.
V mladinski folklorni skupini Kud študent Maribor plešejo otroci v starosti 11 do 16 let, ki že imajo določeno plesno predznanje. Odrska postavitev z naslovom Predi mi predi nam bo na svojevrsten način v spomin skušala priklicati, kakšno je bilo nekoč življenje in delo predic ter tkalcev. Koreografija se prične s pesmijo Predi mi predi, hčerkica moja, in nadaljuje s plesom, s katerim dekleta ponazarjajo navijanje preje in druga podobna opravila. Dekletom se pridružijo fantje, ki z ritmičnim topom ponazarjajo delo tkalcev. Ritem nato preide v ples in plesalci v nadaljevanju zaplešejo prekmurske plese Drmač, Šotiš in Točak. Koreografijo se zaključi s plesom Tkalčeca, ki je nekoč veljal za cehovski ples tkalcev, sčasoma pa je postal spretnostni ples mladih fantov. Avtor glasbene priredbe je Milan Waldhuter Hitri, vodji skupine in avtorja koreografije pa sta Marko Puksič in Aleksandra Petrovič. Predi mi predi, čirkica moja,
Od leta 2020 v okviru društva ponovno delujejo tudi glasbena skupina Krogovci, ki ljudsko glasbo poustvarjajo na način, ki jim je najbližji. Zaigrali bodo polka 3x7, Tri ovce in polka za debelo repo.
Sledi starejša otroška folklorna skupina Društva za kulturno vzgojo Krog iz Slovenske Bistrice. V letošnji odrski postavitvi smo se spomnili zelo poznanega ljudskega pevca, pesnika in igralca iz že omenjenih krajev, Jurija Vodnika. Jurij Vodnik se je rodil na Skomarju kot kmečki sin. Vse od rojstva je bil bolj šibak, zato se je izučil tkalstva. Kot fantič je ministriral v skomorskemu kuratu, pozneje je bil organist ter cerkvenik v domači župnijski cerkvi. Bil je realističen opisovalec lastnega in ljudskega življenja na Pohorju, ki je znal in priložnosti primerno prilagoditi svoje stanovske, zbadljive, prigodne, zabavne in razpoloženske pesmi. Vodnik je svoje pesmi sam zapisoval, baje tudi na les, na mizo ali deske, jih v prepisih dajal ali podajal ljudem, širile pa so se s prepisovanjem, zlasti pa s petjem.
okna gori ima. Veselje moje preč, ne morem si pomagat več. S težavami sem ves dan, žalujem očim dan. Že golovglavco nosim, po svetu grem okrog, vse sorte pesmi trosim, ne zmanjka jih
Naslednja in zadnja bo nastopila mladinska folklorna skupina Kud študent Maribor s plesom Špegeltanc. Asti, hogy meg
Tako na oder vabim producentko festivala Nevo Kovačič, ki bi se v imenu organizatorjev Zveze kulturnih društev Maribor in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter območne izpostave Maribor zahvalila vsem sodelujočim. Najprej, Kud študent Maribor. Društvo za kulturno vzgojo Krog. KD Rožmarin Dolena. In pa KD Desternik. Tako, hvala vsem za obisk in nasvidenje na 24. otroškem folkartu prihodnje leto. Uživajte.